Živjo, torej peta tema domačega espeja je spolnost. Jaz si res želim, da bi mi zmogli na splošno ljudje, a ne, govoriti o spolnosti veliko več z veliko manj sramu. Ker danes, kdor je zelo, zelo zgovoren o spolnosti, o svoji lastni spolnosti, a ne, je ponavadi imel kakšno kruto izkušnjo za sabo, spolno zlorabo in je potem pripravljen se zelo razkrivati, ker ima seveda te meje porušene. Na drugi strani pa se mi zdi, da so ljudje, ki o spolnosti sploh ne želijo govoriti, ker je to ena taka zaprta tema. In ja, jaz se strinjam, da je spolnost del intime in stvar partnerstva, ampak vseeno, a ne, tudi če ne razkrivamo toliko o svoji lastni spolnosti, se mi zdi prav, da o spolnosti govorimo kot o vseh naših drugih potrebah, ki jih imamo kot ljudje. Pri spolnosti ponavadi poskušamo vso to prijetnost nekako zakriti s smehom ali pa z nekim humorjem, zaradi tega, da razblinimo vso tisto, ves ta sram, vso to tesnobo, ki nastane pri tej temi. In okej, nič hudega, se mi zdi pa, da se z govorjenjem to zmanjša, a ne. Sploh če govorimo o naši lastni spolnosti, a ne, tam pride pa še nekoliko več tega sramu in še nekoliko več te občutljivosti do izraza. Vseeno, prejšnjič smo govorili, a ne, v četrti temi sem vam predstavila telesni stik in bližino. In spolnost, verjetno veste, da se ne začne samo v spalnici, ampak da se začne že veliko prej. Ali pa en zelo zanimiv izraz je tudi to, da če mi poveste, kakšno spolnost imate, vam bom povedala, kakšen odnos imate. Zaradi tega, ker je za dobro spolnost pomembno pravzaprav vse tisto, kar se zgodi prej, preden pride par v spalnico in kar se potem dogaja v spalnici. V bistvu bi lahko rekla, da če imate vse tiste stvari prej pravilno postavljene, bo vaša spolnost potekala brez problema. Seveda tukaj so izključene kakšne hujše travme, spolne zlorabe, ne vem, kakšne druge krute stvari, ke so seveda tudi del življenja. Ampak čisto iz vidika neke normalne človeške spolnosti pa vam moram povedati to, da smo moški in ženske različni z razlogom. Ne z razlogom, da se bomo ves čas prepirali, ne z razlogom, da bomo ugotavljali, od koga potrebe so bolj pomembne, ker če vemo, da moški drugače doživlja spolnost kot ženske, potem se lahko nam zgodi, da včasih mislimo, da je nekdo bolj pomemben ali pa od nekoga potrebe, da so bolj pomembne kot pa od drugega. Ampak smo si različni zaradi tega, ker je prav, da se dopolnjujemo. In če znamo res izkoristiti tiste pluse, ke jih ima moškost ali pa moškost, in če znamo izkoristiti tiste pluse ženskosti in to nekako združiti in te pomanjkljivosti ali pa te različnosti uporabiti nam v prid, znamo iz tega ven črpati eno ogromno moč. Zdaj, spolnost je lahko toliko delikatna tema, da lahko govorimo o zlorabi tudi, ko gre za spolnost med možem in ženo. Se pravi, med dvema osebama, ke sta se odločili preživeti svoje življenje skupaj, ke sta se odločili za neko zavezo, ke sta se odločili, da se bosta predali ena drugi, pa vendar lahko pride do zlorabe. Ker za spolnost morata zmeraj obe osebi biti, morata privoliti v to. In moramo vedeti, kaj se dogaja na moški strani, da je moški veliko bolj mehanski, da moški lahko pravzaprav preko spolnosti doživlja neko umirjanje, na drugi strani pa ženska potrebuje prej umirjenost, zaradi tega, da se res lahko preda v spolnost in da lahko doseže potem orgazem. Se pravi, spolnost je res področje, ki vključuje cel kup enih razlik, in če znamo te razlike sestaviti kot sestavljanko, pravzaprav dobimo eno res čudovito sliko. Problem je, da smo v naši kulturi naučeni pravzaprav na spolnost gledati zelo površinsko in da nismo pripravljeni ali pa pravzaprav nas ni noben naučil o tem, da se da to sliko pogledati iz neke globine.
Ali pa da lahko res te delčke do konca sestavimo, a ne. Mogoče sestavimo mi 3 puzle skupaj, 4, in se nam zdi, da vidimo celotno sliko. In to je toliko daleč od resnice. Če bi si res vzeli čas in da v spolnost vložimo majčkeno več, ne bom rekla samo truda, ampak pravzaprav ene pozornosti, da se zavedamo, da se spolnost dogaja že veliko prej, kot pa takrat, ko pridemo v spalnico, da pravzaprav delamo na našem odnosu, da gradimo ta odnos, bo naš trud močno poplačan. In kot sem že tudi omenila, se nam mogoče to zdi kot zelo zakomplicirano ali pa zahtevno, zaradi tega, ker nas to niso učili od majhnega. Če bi mi že od majhnega imeli take temelje in bi nas te odnose naučili na tak način peljati naprej, bi nam to bilo pri teh letih nekaj samoumevnega. In to sploh ne bi bilo nekaj napornega. Ker pa nas tega niso naučili, potem mogoče včasih izgleda, kot da zdaj je za to uspešno spolnost potrebno pa toliko enega truda, pa toliko, ne vem, enih komplikacij, ampak je to res daleč od tega. Pravzaprav s tem programom Domači espe, kot ste videli, gremo čez vse te temelje, in če nekako ste pridni pri vseh ostalih točkah, potem boste sigurno tudi na spolnosti začeli doživljati revolucije, spremembe, boste lahko drugače poslušali svoje telo, boste lahko začeli opazovati, kaj se pravzaprav z vami dogaja med spolnostjo. In pa, če vam navržem še nekaj takih vprašanj, a ne, pri spolnosti sploh doživljate orgazem, predvsem ženske, a ne. Za moške mogoče, koliko hitro doživljate vi vaš izliv? Ste zadovoljni s to hitrostjo, če tako rečem? Bi si želeli mogoče spolnost podaljšati? Koliko čutite svoje telo med spolnostjo? A čutite bolj partnerjevo telo ali bolj svoje telo? A pri spolnosti uporabljate ali pa izkušate neki položaj zaradi svojega lastnega užitka ali zaradi tega, ker veste, da boste s tem pomagali partnerju do užitka? A veste, kateri del telesa se pri vas najbolj vzburi? Katerega dela se najbolj sramujete? Kako vam je, ko se vaš partner dotakne točno tistega dela vašega telesa? A pridete v posteljo, v spalnico ali pa do partnerja goli, ali počakate, da vas on sleče? A se slečete šele takrat, ko pridete pod koter in se na hitrico ogrnete in počakate, da bo tema, in se šele takrat upate približati in vsaj malo sprostiti? Kaj je pravzaprav sploh bistvo spolnosti? S katerimi občutki ostanete po spolnosti? Samo z utrujenostjo ali z nečim, da okej, naloga opravljena, ali z občutkom nekega miru, neke globlje povezanosti, neke svetosti, neke moči? Ker pravzaprav šele to je spolnost. Okej, jaz vam želim en čudovit dan še naprej in se slišimo o naši 6. temi. Živjo!